Zdaj v videu je videti malo, da jo je sram. Jaz samo, da pomislim, da to naredi, me je sram. Kaj šele, da bi jaz objavil in prosil za denar, zato ker sem v situaciji, kjer ne vidim izhoda. Jaz ne vem, kaj si ti ljudje predstavljajo. Če jaz prišel v tujino, bo mene kar doktor Dre čakal na letališču. Yeah, man, what's up, Vaux, man? In Eminem pa imel zraven kovček $1 milijon, kao evo, Vaux, kupi si Lamborghinija in vilo. Ne, stari. Jo, barabe, nov dan in nov video. Danes bomo govorili o Inji Zalti, pa preden povem, kdo Inja Zalta je, dajmo si pogledati ta posnetek. Živjo, moji lepi ljudje. Jaz upam, da ste vsi zdravi, pa da čim manj ven hodite, pa da se vsem smejite, pa da se imate fino. Jaz sem trenutno v Los Angelesu in grem čez eno tako malo čudno obdobje in jaz res ne vem, kaj ne naredim in sem se odločila, da bom vas prosila za pomoč. Trenutno nimam službe, ne moram domov, nimam nikjer za biti in bo to obdobje zdaj zame zelo težko, če ne bom dobila malo več pomoči od ljudi. In zato vas prosim, če ima kdorkoli evro, dolar za eno kavico, če lahko nakaže na ta PayPal pool, ki sem ga ustvarila danes, bi bila res zelo neskončno hvaležna. Ja. V glavnem, ta posnetek je včeraj Inja objavila in ne, če ste mislili, da jo bom pljuval in bil sarkastičen, kar to ponavadi delam in razgaljam zvezdnike, tokrat ne bom. Zakaj? Malo kasneje o tem. Dajmo prvo povedati, kdo je Inja Zalta. Inja Zalta je igralka, fotomodel, ne vem še kakšen naziv, če ima. Za Injo Zalto sem prvič slišal v seriji Usodno vino. Na sebe je, kako se že reče, ampak je na sebe prvič opozorila takrat, ko se je fotkala za Playboy in je, ne vem, se mi zdi veljala celo za wow, kakšno dekle, fotogenična, ne vem, ne spomnim se, sem videl fotke seveda. Ostalo v Inji ne vem. Nekaj časa sem ji sledil na Instagramu, sem opazil, da živi v Los Angelesu. V Los Angeles je odšla, sklepam, da je lovila svoje sanje. In vsi vemo, kaj je v Los Angelesu, Hollywood, in Hollywood je Cristiano Ronaldo v nogometu, to je Hollywood za film. Zakaj se ne bom delal iz nje norca? Zato, ker sem v isti situaciji bil tudi sam, 6 let nazaj. Nisem imel niti €1, nisem imel niti strehe nad glavo, nisem sicer nobenega javno prosil za denar. Hvala prijateljem, ki ste mi takrat pomagali in finančno in tako, da ste mi nudili stanovanje, da sem se pobral na noge. Hvala očetu in mami, da ste mi nudili stanovanje, predvsem hvala očetu, ker sem pri njemu potem živel tisto 1 leto, da sem se pobral na noge in spet postal samostojen. Ni fajn. Ajde, da ti nimaš denarja, ampak imaš streho na glavo, si doma. Predstavljaj si, da ti nimaš niti €1 in niti strehe nad glavo. Stari, to je, ne bom rekel, da sem razmišljal o samomoru, ampak stari, pride trenutek, ko si rečeš, zakaj sploh živim? Res je pizdarja. In nobenemu ne privoščim, da pride na to, ker to je bila tista točka v mojem življenju, res dna vseh dnov, ne. Tukaj sem bil na tej točki življenja, to je bilo res dno dna, to je bil moj najhujši rock bottom v mojem življenju in ni fajn. Obstajajo 3 stvari, ki si jih razlagam za ta video. Prva stvar, dejansko res nima. Druga stvar, da je tu za njo ena zgodba in je to vse taktično narejeno. Ali pa je tretji del socialni eksperiment. Se pravi, ona kot igralka dobro igra, pa ne govorim, da tu igra. Če igra, stari moj Oskarja, odma. 3. Da je socialni eksperiment, kjer se ona naredi bogo, mi doniramo denar in ona s tem denarjem dejansko kasneje pomaga nekomu, ki res rabi pomoč. Če si to naredila, vsaka čast. Sicer za tako stvar ne greš v pekel. Izkoriščaš svoje igralske lastnosti, da se narediš bogega, ampak potem nekomu pomagaš, ki je res rabi pomoč. Ne, zato ne greš v pekel. To si kot nek Robin Hood. Ampak jaz bom verjel prvo stvar, da res nima, da je res prišla na točko, kjer pač ni videla nobene rešitve in je to naredila javno. Problem je, da če to naredi nekdo, ki ni zvezdnik, ki ni medijsko izpostavljen, ki ni javna oseba, bodo ljudje takoj skočili v akcijo, delili, pomagali, pisali pozitivne komentarje. Ko to naredi zvezda, je kontraefekt. Se pravi, so negativni komentarji, grozijo ji, napadajo jo. Če ne verjamete, pejte na Instagram pogledati, ne vem, če sta 2 pozitivna komentarja, ampak zato, ker je pač zvezda, ker se ve, kdo je in ljudje to takoj vzamejo kot slabo, a si zvezda, se imaš denar, ne. Ampak če ona prišla na ta nivo, da res nima denarja, jebeš ti zvezda gor ali dol, ona nima denarja. In res mora biti situacija huda, pa dajmo zdaj, da jaz verjamem, da res nima.
situacija mora biti res huda, da dejansko ne vidi nobenega izhoda, kot to, da prosi za denar javno na svojem Instagram profilu. Zdaj v videu je videti malo, da jo je sram. Jaz samo, da pomislim, da to naredim, me je sram. Kaj še da bi jaz objavil in prosil za denar, zato ker sem v situaciji, kjer ne vidim izhoda. In mogla je požret, poteptati, prav tako kot čik, veš, ko ga ugasneš in ga zmastiš. Ponos, ego, samozavest, ne vem, kaj vse ona mogla da poteptati, da je nekaj takega posnela. Zato ji vsa čast, ne bi imel jajc tega narediti. Mene je že, ko sem bil v tisti situaciji, ko nisem od denarja, bilo strah poklicati dobrega prijatelja in reči, kaj imaš 20 €, da si gremo v trgovino. Ni se kul smejati tuji nesreči. Radi imamo to, vse jaz sem isti, vse nisem jaz svetnik, tudi jaz se znam norčevati, tudi jaz se znam posmehovati tuji nesreči, probam se vedno manj, ampak tuji nesreči se posmehovati in smejati, pizda ni kul, ker danes je ona, ne vem, jutri bom jaz. In sploh, ker sem bil v enakem položaju in vem, kako je, zato se ne bom norčeval. Zdaj, če sem vas razočaral in ste pričakovali nek sarkastični video, se opravičujem, dajmo enkrat toliko biti malo bolj pozitivni. In kot sem povedal, če Inja ne bi bila zvezda, bi to bil tak pozitiven odziv in bi vsi pomagali, po mojem, da bi si danes lahko kupila avto, ker bi toliko denarja zbrali. Ampak, ker je izpostavljena, je zaradi tega tak efekt. Enako, če bi jaz naredil, bi bilo enako. Komentarji so, vse si bila v usodnem vinu, vse si se slikala za Playboy. Ja, dragi moji, samo denar gre. Vsi vemo, kako denar gre. In mislim, da težko je zaslužiti, ampak porabiti ta denar, to je pa... Včasih se prav vprašam, kam dam denar? Kam? Tako da, Inja, upam, da ne igraš. Če igraš in da je zatem neko ozadje, upam, da se ti poserje golob na glavo, ki je imel drisko in tisti dan je imel najhujšo drisko, če pa situacija resna, pa pač upam, da greš skozi to sranje. Zdaj, zakaj je Inja prišla? Dajmo pomisliti, zakaj je Inja prišla v to situacijo. Verjetno je, kot sem rekel prej, šla s trebuhom za kruhom, iskala je svoje sanje. Zdaj, če ti greš iskati v tujino svoje sanje in če nimaš tega plana, da se lahko vrneš domov in imaš denar na strani, je to velik rizik, priješ situacijo, ko Inja, nimaš denarja, nimaš kje biti in moraš prositi. Nisem še imel izkušnja, da bi delal v tujini, ampak od ljudi, ki jih poznam, ki so moji prijatelji, nobeden ni rekel, tujina, to je luksus, vsi pejte v tujino, to daš noge v luft, to je ko na dopustu. Lih obratno, Vauks, delaš kot fuknjen. Imam enega kolega, ki trenutno dela v Švici, kolega, ki dela v Dubaju in oba dela tako črnca. Meni so tudi ogromno ljudi rekli, dej Vauks, pejdi v tujino, sej znaš to, tam je denar, tam boš bolj uspel, tu te ne cenijo. Jaz ne vem, kaj si ti ljudje predstavljajo. Če jaz prišel v tujino, bo mene kar doktor Dre čakal na letališču, yeah man, what's up Vauks man, here is my laptop, put these earphones. In Eminem pa imel zraven kovček $1 milijon, kao evo Vauks, kupi si Lamborghini in vilo. Ne, stari, ni tako. Zato, ker če je bilo tako, zakaj smo še tu vsi, pa ajde gremo v tujino. Gremo, jaz ne vem, zakaj v tej tujini, pa ne govorim, da ne iti v tujino delati. Ja, pejdi, ampak če greš v tujino, ne pričakovati, da te bo vsi čakali, kot da smo mi največje zvezde in da nas vsi čakajo, ker mi smo novi fenomeni, mi smo Bill Gates, Steve Jobs, Justin Bieber in vsi kome čakajo, da prijemo tam in da nam naredijo kariero. Daleč od tega. Imaš tisti, ki grejo na blef in imaš tisti, ki grejo z nekim planom. Pride na nek nivo, kjer spozna ljudi, ta spozna tega in pol nekako pride v tisto smer, kar bi rad delal. Športnik, umetnik, igralec, kuhar ali karkoli temu podobnega. Nekateri pa pač grejo in sedijo, vse bo padlo z neba ponudba, vse bo jutri. Jutri bo. Pa se ne bom rekel, da jaz nisem tak, saj jaz tudi sem tako živel. Mogoče še vedno živim s tako mentaliteto, da bo en dan padlo z neba. Ne vem, kakšna ponudba in bom jaz ne vem, kakšne denarje služil, ne. Tiste, ki ste bili v tujini, dajte napisati kakšen komentar, kakšne so vaše izkušnje z delom v tujini, dobre, slabe, ali še delate v tujini in tako naprej. Ker me zanima, da vidim, kakšne zgodbe bomo se slišali. Tako da mislim, da tujina ni lih pravlična dežela, kjer vsi komaj čakajo na nas. Drugo je, ko te nekdo opazi, če si dober športnik, glasbenik, ti napišejo mail in vse, kar moraš narediti, iti na avion. Ampak tudi tle se zna zgoditi, da boš prišel tam, prve pol leta bo vse tako, kot je bilo v pogodbi, potem več ne bo. Lahko se je to z Injo zgodilo. Da je šla v Los Angeles, se je obljubili ne vem kaj, res je bilo vse to, kar so obljubljali, ampak samo par mesecev. Polje niso več rabili, Inja, kot te jebe, zdaj te več ne rabimo, znajdi se, ne. In zdaj ona je temu verjela, nasedla, a šta sad, nemam para, kako kući. Tako da, in to se ne dogaja samo pri umetnikih, to se dogaja tudi pri ljudeh, ki grejo delati kot keramičari, kot kuharji, kot elektroinštalaterji, kot električari, kot mehaniki, katerikoli poklic, poznam zgodbe, kjer so odšli gor, ker so jim obljubljali ne vem kakšno stanovanje, ne vem kako dobre razmere in nič od tega ni bilo. Na koncu so jim še pasaporte, dokumente pobrali, da niso mogli iti v svojo državo nazaj. Tako da takih primerov je ogromno. Je pa tudi ogromno primerov, kjer je šel človek v tujino in ker je uspel in se še dan danes govori o njemu. In moraš imeti jajce, da nekaj takega narediš. Sem razmišljal o tujini, ne vem, če imam jajce za to, prisežem.
Mislim, da sem o Inji povedal vse, tuji nesreči se ni dobro smejati. Če pa je tu kakšna zgodba, sem pač rekel, naj jo poserje golob. Dragi moji, hvala za ogled in čau!